Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o skrivnostih. V glavnem, včeraj sva z mojo hčerko gledali film Skrivnost. In cel film, pa tudi verjamem, da ste prebrali knjigo The Secret, govori o tem, kako zakon privlačnosti deluje in kako lahko dobimo čisto vse, kar si zamislimo v življenju, če si le to predstavljamo. In dejstvo je, da v tem filmu ne govorijo niti ene besede o tem, kako v osnovi naša podzavest pa šofira naše zaznave. Govori predvsem o tem, kako biti v umu, z umom si zamislimo, napišemo si cilje. No, in glede na to, da sem zrasla v mrežnem marketingu, na koncu leta 1993 sem začela sodelovati s podjetjem Neolife in sem imela šolanja v okviru mrežnega marketinga. No, in večkrat je bilo šolanje, zastavi si cilj, potem je pa to tako kot štirna. Pumpej, 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 in ko priteče voda, še bolj pumpej. Se pravi, treba ful napora dati, ogromno napora. In mnogi v življenju delujejo na ta način. Nekaj se zadajo, potem pa reče, zdaj bom pa to speljal ali pa speljala, in potem začnejo na silo in je treba delati in pumpati in tako naprej. In na koncu pride do tega, da sebe pripeljajo do izgorelosti. Ker mi lahko na silo delamo določene stvari, ampak slej ko prej se telo enostavno ustavi in reče dovolj, dovolj, nekaj bo treba spremeniti. In seveda telo nam potem sporoča preko telesa, ki imamo razne primanjkljaje energije, in tam, kjer imamo največji primanjkljaj energije, tam ponavadi poči. No, in prav ta fizično, kar se tiče, zastaviš si cilj, hočem imeti hišo, hočem imeti avto, hočem imeti. To je ta zahodna družba naravnana na ta način. Več imaš, več veljaš. Celo pregovor je tak. Druga stvar, tudi v šolah nas trenirajo ali pa trenirajo tudi naše otroke. Bodi priden, imej ocene, naredi šole, pridobi si izobrazbo, in zdaj moja generacija je še poslušala, in potem ti ne bo treba nič delati. No, mogoče ste to celo vi poslušali, da vam ne bo treba nič delati, če boste imeli visoko izobrazbo. No, ta naša mladina, recimo, ko gledam moje otroke, šolstvo je narejeno na ta način. Pridobiti si treba čim višjo izobrazbo, zaradi tega, da potem čim več zaslužiš. Se pravi, si tisti, ki prinašaš na koncu tudi v davčno blagajno dober dobiček. No, v vsakem primeru, otroke se ne vzgaja v tej smeri, da bi iskali svoje talente. Kje je tvoj talent? Jaz sem prepričana, da vsak izmed nas je prišel na to zemljo opremljen za preživetje, se pravi s svojim kovčkom, ki ti pomaga preživeti. In ta kovček je tvoj talent. To je tisto, v čemer si dober. Zdaj pa pomislimo, v čem je nekdo dober. Za otroke takoj vemo, ta otrok je natančen, ta otrok zelo lepo riše, ta otrok zelo lepo poje, ta otrok ima v sebi nekaj zdraviteljskega, ta otrok zna vse razstaviti, se pravi, ga zanima tehnika in potem tudi mogoče popraviti, ker če ne razstavi, kako se bo pa naučil sploh popravljati. In v bistvu, če bi gledali svoje otroke tudi skozi talent, v čem je nekdo dober, in da bi starši zalivali te talente, jih spodbujali pri teh talentih. Veste, vam povem en primer iz mojega življenja. Ko sta bili male dve hčerki še bolj majčkeni, ko sem že začela delati spletno stran srečnoživljenje.com, je bilo večkrat, da nisem znala ali pa nisem našla prave slikce za zraven in tako naprej, nekako se nisem znala odločiti. In enostavno sem poklicala otroka in sem rekla, rabim tvoje strokovno mnenje. In sem otroka dala na kolena, da mi prosim povej, kaj je lepše.
In v trenutku je otrok odgovoril to ali pa to. In dejansko, a veste, nima še nobene logike, samo po občutku deluje. In te občutki, verjemite mi, so ta pravi. To je tista popotnica, s čimer smo opremljeni vsi za preživetje. No, recimo, moj talent je sigurno, da se izražam bolje skozi pisano besedo, kot skozi izraženo. Tukaj se pa pač trudim, ali pa dajmo reči tako, tukaj pa področje, kjer je pa čas, kjer je prav, da se izurim, da normalno podajam svoje besede, zato ker sem bila pač vzgojena in tudi kot duša imam nalogo to preseči. Bodi tiho, potrpi, bodi tista, ki si odzadej, bodi tista, ki postrežeš, ustrežeš, zadovoljiš, da so vsi zadovoljni, saj ni pomembno, kje si v tej zgodbi ti, ampak samo, da nihče ne kriči na tebe. In na ta način mi je bilo čisto v redu, ker sem za vse zadaj poskrbela. Ampak to ni naloga moje duše. Naloga moje duše je, da se izrazim, da se, zdaj so pa, kaj je pa moj največji strah ali pa vaš največji strah. Mnogi ljudje imajo težave, strah pred javnim nastopanjem. In mogoče so v enem od preteklih življenj javno povedali svoje mnenje, so bili ob glavo in so takrat si naredili dušno zaobljubo, nikdar več javno ne spregovorim. In zdaj so lepo pridni, poslušni, ovčke in sledijo sistemu. No, v glavnem, če se vrnem nazaj na knjigo Skrivnost. To knjigo sem brala leta nazaj, mogoče 10-15 let nazaj, in zdaj se mi je odprla tle na strani, domišljija je vse. To je rekel Albert Einstein. Se pravi, pomembno, da si zamišljamo, vizualizacija. No, in smo spet pri slovenskih pregovorih in vem, da sem večkrat rekla o tem, kdor visoko leta, nizko pade. No, pa smo tam, Nihče nas ni naučil, da kdor lahko visoko leta, lahko tudi visoko pristane, ampak bodi pač tiho. No, in predvsem ti podzavestni programi, ki jih imamo vsi v svoji podzavesti, so tako kot elastika, ki nas držijo nazaj. Pojdimo nazaj na tisto pumpanje. Se pravi, jaz imam cilj, se odločim, da bom nekaj naredila, začnem pumpati, delati, na silo, gremo. In še vedno sem pa priklenjena na svoje podzavestne programe z elastiko. In jaz delam in pumpam in pumpam in pumpam in pridem do ene skrajne točke, ki naredi tuf. Pa sem spet na začetku. Ja, zaradi tega, ker naslednja stvar, kar moramo razumeti, so pa naša čustva tista, ki nam kažejo, kje so podzavestne blokade. Zdaj obstaja, zadnjič, ne vem, kakšen mesec, 2 nazaj, sem dobila povezavo in sem pač pogledala film Emotion. Emotion ga lahko najdete tudi na gaia.com, v glavnem zelo dober film o tem, kako so pa v bistvu čustva tista, ki so ujeta v naše telo. Dejstvo je, da jih od rane mladosti nabiramo svoj celični spomin. Druga zadeva pa je, da jih kot duša privlečemo s sabo v to življenje. No in dejstvo, če pogledamo naprej. Nekdo se rodi z nekim primanjkljajem. Ne vem, če jaz zdaj gledam sebe. Imela sem hude težave z zdravjem, imela sem kronično vnetje bezgavk in s tem sem se rodila. Rodila sem se s flekom na levi nogi, je tako, kot da bi bila opečena, in zdaj točno vem, kaj je to. No, zdaj vam že govorim o novi knjigi, Ko imajo duše žur. Najdla sem neko raziskavo, da je v bistvu en zdravnik oziroma vodja ene psihiatrične bolnice, mislim, da sem prav povedala, začel raziskovati ljudi oziroma otroke, ki so imeli še spomin na prejšnja življenja, ki so znali opisati, kje so bili, kako so umrli, mogoče kako so se pisali, in je začel povezovati to in raziskovati, če je za tem sploh kaj resnice. No in je dejansko prišel do tega, da se otroci spomnijo lahko tudi svoje smrti in da so znamenja, ki jih imajo, povezana direktno s tem, sploh z ljudmi, ki so, ali pa z dogodki, se pravi ljudje, ki so umrli nasilne smrti.
te imajo točno tam znamenje. No, zdaj pa če jaz gledam, ki imam jaz znamenje, tukaj se pravi je povezano verjetno neko obglavljanje, tukaj imam znamenje, materino znamenje, Bog si ga vedi, metek v glavo mogoče, Bog si ga vedi. Dejstvo je, da točno tam so ta velika znamenja, lahko tudi bradavice, mogoče nekomu zraste bradavica, ne vem, na sredi čela. To pomeni, da je spomin, da je tam energijska blokada iz prejšnjega življenja in da je potrebno počistiti. Sploh recimo, če ima nekdo na določenem mestu hude bolečine, recimo en gospod, se spomnim, je imel tukaj zadaj hude bolečine, ni mogel obrniti glave in je dejansko prišel do zaključka, da v tistem življenju, ki ga zdaj predeluje, je bil ustreljen od zadaj v glavo. No, zdaj pa, če pogledam ta moj madež na nogi, rdeči fleki, ali pa če poznate koga, ki ima recimo pol obraza, veste tisto, ki je spremenjena barva, je pa povezan ta madež z gobavostjo. Se pravi, te ljudje, ki imajo tukaj na obrazu, te madeže so bili v zadnjem življenju gobavci, medtem ko recimo jaz, ko imam tole nekje pri gležnjih, to pomeni, da sem daleč nazaj, že skoraj se izčistil ta spomin. A vam povem glih s tem nekaj, to rdečico, ki jo imam tukaj na nogi. Enkrat smo šli z dekleti nakupovati, je bila tudi ena prijateljica od ene moje hčerke in hodimo po trgovini in reče ta prijateljica, reče moji hčerki: ti, a si videla, Minka ima pa na nogi fafkota. Zdaj ne vem, če veste, kaj to pomeni. Otroci točno vejo, ampak to je tisto, veste, ki imajo od poljuba, ki posesa noter, ki so pol vsi flekasti. V glavnem, kot da imam na nogi od poljuba. V glavnem, zgleda, da je to drugi energijski poljub, ki imam jaz tukaj gor znamenje. No in recimo ljudje, ki imajo pa črno piko na beločnici, mislim, da sem si prav zapomnila, v glavnem na očeh, so bili pa v enem od življenj skozi oči prebudeni, ker v bistvu spomin ostaja in pogosto imajo težave z vidom. Tako da, glejte, dušni zapis ostaja in ta dušni zapis ga nosimo iz enega v drugo življenje. Zdaj recimo tisti, ki se rodijo recimo brez ene roke, pomeni, da so bili verjetno v zadnjem življenju, jim je roko odsekali. Če imate hude bolečine v hrbtu, imate za predelati premik naprej, strah pred premikom. Glejte, v Sloveniji veste in lahko vsak izmed nas pozna neko modro dušo. V Sloveniji se kar tere teh ljudi, ki so, vsak se z nečem ukvarja, pa z nekimi energijami, pa zdravilstvom, pa tako naprej. V Sloveniji je mnogo starih duš. In vse te stare duše, ki smo nakopičene tukaj na teh 2 milijonih ljudi, imamo očitno kar precejšno karmo med sabo. In ta karma je v mnogih primerih povezana s starim Egiptom, s premikom naprej, tudi s časom Mojzesa, zapuščanjem neke varnosti. Tako da sem prepričana, da imamo tukaj tako kot neko kolektivno karmo za predelati, kar se tiče, recimo moj en od večjih strahov je bil, se reče strahov, je bil vse, kar se tiče arabskega sveta, je tako, to je tam, tega ne želim videti. No in potem par let nazaj, ko sem zbrala pogum in smo šle na počitnice v Egipt, dejansko se mi je takrat aktiviral nek dušni spomin in se je začela neka serija ljudi, ki so začeli prihajati v moje življenje in zdaj vem po parih letih, da so vsi povezani s starim Egiptom. Kako zanimiv. In recimo, en od mojih programov je bil Strah meje energij. In mnogi, ki ste vzgojeni krščansko, krščanstvo uči, vse, kar je meditacija, je bav, ne smeš, glejte, meditacija, pa molitev je isto. Vse, kar je joga, je bav, vse, kar je iz vzhoda, je bav. In zdaj, če imamo mi ta strah podzavestni, strah meje energij, ja, bolj varen je biti tam, kot pa sploh pomisliti na kakršne koli energije.
vrnimo se na Stari Egipt. Stari Egipt je bil povezan s črnimi magiji. Črni magi so točno vedeli, kaj morajo delati, tudi Atlantida, ker te duše so, te modre duše, ki so tukaj, mnoge imajo karmično vez z Atlantido in mnoge z Lemurijo. Ogromno ljudi in lahko sami preverite z mišičnim testom, kam vas potegne, ali pa rečete sami sebi, karmično sem povezana z Egiptom, jaz grem naprej, ampak vem, da večji del te karme sem že počistila, ampak od tega, da me je strah energij, do tega, da me je strah premikov. In recimo, kar je zanimivo, premik, ko je bil čas v tem življenju, da naredim premik, kje me je užgal? V hrbtenico. S posle nisem mogla vstati. Strah pred premikom, bolje biti varnost. In vem, da mnogi ljudje v Sloveniji imajo velike težave z varnostjo. In druga zadeva, še en tak podzavestni program, nekateri za občutek varnosti potrebujejo kupe denarja. Prav kupe denarja. Nekateri potrebujejo imeti na banki denar, da imajo občutek varnosti. Vam povem še en tak skrajen primer. Nekdo mi je govoril o tem, da je bil en kirurg, ki je imel strašno potrebo po varnosti in vse plače, ki jih je dobil, jih je dvignil in jih je nosil v kirurški torbi. Dejansko, on je pred operacijo mogel pogledati tisto kup denarja in potem je operiral. Še en tak film, mogoče, če ga boste poiskali, Doktor Strange. Zelo znanstvena fantastika, ampak po drugi strani zgodba, ki je zadaj, je pa zanimiva, zato ker je bil odličen kirurg, ki je operiral, ki je imel opero, medtem ko je operiral, vse je rešil in potem s tem napihnjenim egom prehiter vozil in je prišel do tega, da je bil točno ob tisto, kar mu je največ pomenil, roki. In po ne vem kolikih operacijah je prišel do tega, da enostavno ni več rešitve za njega. In potem ga je pot vodila v Tibet do neke duhovne učiteljice, ki ga je začela učiti, kako delati z energijami. Tam so res je majhna znanstvena fantastika, ampak mogoče je pa marsikaj res, ker govori o portalih, skozi katere lahko grejo, ki govori o tem, kako v bistvu ta naš linearni čas ga mi dojemamo, zato ker ga dojemamo. Zanimivo je, spet ena taka, ne vem, nekje sem slišala ali pa prebrala, da Indijanci, ko so Evropejci prišli v Ameriko, ko je Kolumb prišel v Ameriko, dejansko niso videli teh velikih čolnov, videli so samo jadra, zaradi tega, ker je bilo to nekaj, kar oni sploh niso dojemali, da to lahko sploh obstaja. In glejte, mi, če nekaj ni v naši zavesti, to ne obstaja, ne more obstajati, če si ne moreš zamisliti. In zdaj je na Netflixu ena dobra risanka, zadnji sem malo tako pokukala, ko so otroci gledali, je prav o tem, kako so nek indijanski narod, so Evropejce sprejeli za bogove, in so jih častili in tako naprej. Tako da, glejte, dejstvo je, da marsikaj zgodovina nas vsekakor uči. Druga zadeva pa, kar nas uči, je pa to, da ta zgodovina je zakodirana na našo dušno DNK. In ta dušna DNK je tako kot mehurček okrog nas in je čas, da to počistimo. In tam, kjer nas imamo največje težave, tam imamo blokado, tam je treba počistiti. Recimo, tisti, ki imate kronično žalost, imate po vsej verjetnosti težave na zadnji srčni čakri, to je nekje tam, kjer so lopace, in vas lahko brez razloga boli nekje za lopacami. In to pomeni, da je potrebno počistiti kronično žalost. Zdaj pa tisti, ki imate pa težave s tem, da nikakor nikamor ne pridete, imate pa prvo stvar za počistiti, potreba po samosabotaži. Se pravi, je treba sebi takoj porezati noge, da ne bi slučajno kam ušli. Tako da, glejte, tudi ta program sem jaz imela. Tako da ja, to je vse v novi knjigi, Ko imajo duše žur, tako da zdaj jo je oblikovalka
pregledala, no, sem se z njo dobila in je rekla, wow, teče, kar požiraš. In ja, knjiga bo recimo v 3 tednih ugledala luč sveta, neverjetno se veselim, vem, da bo to nekaj dobrega, tako za dušo, kot za telo, ampak to bo nenazadnje, če pogledate samo tole sliko, ki je tukaj, energijska knjiga, ki bo človeku dvigala vibracijo. V kar sem prepričana, veste, glejte, včasih bereš knjigo, ne? Včasih pa samo nekje odpreš knjigo, prebereš in pot me je pripeljala do Tine, mislim, da je Šnuderl, jaz upam, da jo nisem prekrstila, v glavnem ona riše mandale in v glavnem že sama mandala ima energijo. Te slike od Tine Skaza imajo energijo, pa tekst, glejte, jaz sem prepričana, da je to nekaj, kar bo pomagalo zdraviti dušno DNK. No, zdaj pa za vse tiste, ki zdaj mogoče prvič poslušate moj video, ki dobite zdravilno molitev dekodiranja, vtipkate na Google zdravilna molitev dekodiranja ali v knjigi Ko ima življenje žur na strani 412. Tukaj imate tudi vse opisan, kako oddate roke, kako zmolite tole rešitev oziroma molitev in predvsem s to molitvijo dekodiranja počistite elastiko, v bistvu jo prerežete, da vse tisto, kar vas zadržuje, enostavno odpade. A gremo še na pozitivno sporočilo, prehod v novo dobo, da vidimo, kam nas pelje pot naprej. Prehod v novo dobo. Eno karto bom. Čas je v sodelovanju. V ljudeh, s katerimi sodelujem, iščem njihove moči, ne njihove pomanjkljivosti. Čas je, da začnemo v ljudeh iskati vse dobro, vse tisto, kar, veste, tisto, kar so iskrice. In boste videli, ko usmerimo življenje v pozitivno energijo, življenje nam začne vračati z vsem, kar nam pripada. Tako da uživajte, imejte se radi in ja, življenje je lepo.